Brazilska policija je aretirala par, ki je imel namen zadaviti nosečo žensko in izvesti carski rez, da bi ji iz maternice na krut način izrezali otroka. Moški in ženska sta nosečnico domnevno poznala. Zvabila sta jo na samotni kraj, kjer sta izvedla ugrabitev in umor. Par je z dojenčkom pobegnil. Policija ju je prijela v brazilskem mestu Itapirang. Oba osumljenca sta priznala krivdo, otroka so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga pregledali in oskrbeli. Več kot 1000 taksistov je v Bogoti začelo stavko, da je izrazil nasprotovanje proti Uberju in Cabifyju, ki deluje na španskem in portugalskem govorečem območju. Taksisti pozivajo, da je delitev dela med taksiste nepoštena, ker lahko zasebniki preko teh aplikacij vozijo brez standardov in predpisov, ki pa jih morajo redni taksisti izpolnjevati. Taksisti so blokirali ulice glavnega mesta, prišlo je celo do neredov in posredovati je morala policija, ki je uporabila solzivec. Kolumbijska vlada ima podatek, da je v državi registriranih 480 000 taksijev, od tega 53 000 na ulicah Bogote. Družba Uber je zagotovila, da vsi njihovi vozniki delujejo z licencami in spoštujejo predpise in kodekse. Poiskali smo še enega podiralca Guinnessovega rekorda, in sicer času primerno. Koliko razbitih buč in v usta ulovljenih karamelnih kokic v eni minuti? Gospod Furman se je odločil za noč čarovnic podreti rekord v razbijanju buč. Tako mu je uspelo v eni minuti razbiti 32 buč. Nad rezultatom je bil zadovoljen in je povedal, da je pomembno udariti bučo na pravem mestu in pod pravim kotom. Razbite buče bodo potem pobrali in bo lokalni kuhar iz njih naredil okusne bučne pite. S pomočjo svojega prijatelja pa je v eni minuti z usti ujel 47 karamelnih kokic. Treningi skozi leto so se zagotovo izplačali. V Mehiškem zalivu je eksplodiral naftni tanker. Na tankerju je bilo približno 133 000 sodčkov surove nafte, ki je bila namenjena v rafinerijo Corpus Christi, ko je prišlo do eksplozije. 6 od 8 članov posadke so rešili, 2 pogrešajo.